Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 62. epizodo podcasta Goreči grm. Slavko Rebec, ki se mi je pridružil tokrat, je duhovnik v koprski škofiji in tudi škofov vikar. To je po hierarhiji druga najvišja funkcija na škofiji, Slavko pa je včasih v šali imenuje kar škofov kaplan. Slavka sem v podcast povabil zato, ker mi je že več kot 2 desetletji blizu. In to odvisno od obdobja na zelo različne načine. Nekoč, verjetno najprej, kot sovoditelj pri skavtih, kasneje kot prijatelj moje družine, pa kot podpornik socialne akademije, kot sogovornik v težkih obdobjih, nenazadnje tudi kot tisti, s katerim se da dobro zadebatirati. A blizu ni le meni, zdi se mi, da ima poseben dar za biti blizu zelo velikemu številu ljudi. To ga res dela Slavkota. In te drže ni izgubil niti v zadnjih letih, ko je časa zanj veliko manj in ko na škofiji rešuje pomembne probleme. Ob tem se mi je seveda takoj porodilo nekaj vprašanj, naprimer, kako vzdržuje to ravnotežje med odgovornostjo za reševanje velikih problemov na eni strani in med mnogimi odnosi s sleherniki, ki jih vzdržuje na drugi strani. Seveda pa nisva obšla niti bolj strateških, naprimer o tem, kakšna je cerkev danes, kakšna bi lahko bila v prihodnosti, pa tudi ne tistega o vlogi mladih v cerkvi. Nanizala pa sva seveda tudi kar nekaj njegovih gorečih grmov. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Slavko, dobrodošel v Gorečem grmu. Živijo. Hvala lepa. Prav razmišljam, da ne bi uporabil glagola, da se poznava že več kot 2 desetletji, ampak da sva svi blizu že več kot 2 desetletji. Ja, se strinjam. A se ti spomniš, da sta se mi dva prvič srečala? Evo, jaz dejansko tega nimam ozaveščenega. Imam zelo dobro. Bil sem udeleženec na taborni šoli združenja pri skavtih, to je tretja zadnja na nek način stopnja skavtskega izobraževanja. Ti si bil trener in celo na tisti taborni šoli nisi bil duhovni asistent, ne? Ampak si bil kot to je bilo leta 2000. Ja, se spomnim. Si bil kot eden od voditeljev, ne? Se pravi, duhovnik je bil eden od voditeljev, ne? Ponavadi je duhovnikov toliko malo, da se... Ja, odzad je bila pa tu se pa spomnim, da je bil duhovni asistent, se je učil in sem bil jaz za rezervo. Tako da sva zvečer... V bistvu si bil varnost na kopiji. Recimo, učenje z delom, ja, bi rekli pri skavtih. Se pravi, ker je bil nesiguren, je rekel, glej, da bi bil nekdo zraven in pa smo v svodu pogruntali, da je fajn, če sem lahko zraven na ta način, da pač vstopim v vlogo trenerja. Hkrati pa njemu nudim support, pa sva pa zvečer malo premišljevala, pa delala refleksije, kako je šlo čez dan, pa za jutri kaj spremenila, pa tako. Na en način je bil pa tisti dogodek, tisti teden, tudi za naju s Simono zelo poseben, ker takrat, če nihče, razen kakšnejše Simoni ne priča, ker je bila tam tudi udeleženka, ni vedel, da sva mi dva par, no. Tako da si bil ena prvih oseb, ki sva jih skupaj srečala. Sva bila par manj kot 1 mesec, mislim, do takrat. Super, hvala. In ste naju dali v isto skupino, ki niste vedeli, da sva par. Drugač pa sva si bila pol blizu še na mnogo različnih načinov. En tak zelo zanimiv, ki se me je dotaknil, je bil leta 2018, ko se je socialna akademija selila in smo zbirali donacije za obnovo oken, ker so bila zelo, zelo slaba. In si ti eno tako donacijo, nič posebenega po številki, ampak zelo močno zame nagovorjajočo doniral nam za nova okna. In kaj me je pri tem nagovorilo? Ta obrat logike, kot jo imamo usidrano. Se pravi, običajno mi laiki zbiramo za župnika, a ne zato, da ga vzdržujemo, zato, ker nam je pomemben v župniji, recimo, a ne. Ti si šel pa na obratno logiko, a ne. Jaz kot duhovnik zbiram za eno civilno-družbeno organizacijo, ki je takrat celo bila mečkam porinjena stran od cerkve na nek način, no, od takrat bi rekel, škofov, se je kar eno množično oddaljevanje zgodilo 1-2 let pred tem, no. Ja, torej, meni je to nekaj normalnega, ne sicer odzmerom, ampak dejansko v tem trenutku spoznavam življenje tako. Sveda, zelo sem hvaležen za vse darove, ki jih od laikov dobim in teh ni malo.
In dejansko sem razmišljal tako, če spodbujam druge k darovanju, v čem sem jaz pol drugačen. Tudi jaz lahko nekaj od tistega, kar dobim in kar je več kot nujno potrebujem za svoje življenje, darujem naprej. Sveda, pol kakšen reče, ja, takih prošenj je, ne vem, veliko, ja res, če si na župniji župnik, sploh če si ob kakšni glavni prometnici, je pol ljudi, ki trkajo na vrata poštenih in nepoštenih in rabijo bencin za priti domov na Slovaško in ne vem še kam, zelo veliko, ne. Ampak zdaj pač, ko živim v teh razmerah v Kopru na Škofiji, ni nekih takih povpraševanj prav velikih, kakšenkrat pride kdo tudi na vrata. In sem rekel, zakaj ne bi tudi sam namenil nekaj dobrega. In tako večjim tem civilnim organizacijam, ki delujejo na področju, ali pa tako vmes med, bi rekel, družbo, splošno družbo in cerkveno javnostjo. No. Na tem robu je tudi dosti težko delovati na tem robu. Tako, se zavedam in mislim, da opravljate svoje veliko poslanstvo, čisti, ne vem, spet koncilski dokument, ki govori o laiškem apostolatu, pa pravi, da so laiki poslani zato, da svet prekvaša. Torej jaz jim lahko pomagam tako, da molim za vas, če pa lahko še kaj dam zraven pri nekih vaših projektih, pa tudi super, no. Tako da večkrat kakšne take donacije podprem, kakor v tistem trenutku ocenim, da lahko, da je primerno, recimo, glede na moje dohodke, no. Niso tu neki strašno veliki darovi, ampak vsaj upam, da pokažem pa tudi neke dobre volje, pa da lahko tako nekomu rečeš, lej, tu, kar delaš je zame dragoceno, te podpiram, vem zate, vidim te, tako. Točno to je bilo sporočilo in tukaj jaz ne bom rekel, da daleč od tega, da duhovniki, ki ne donirajo denarja na tak način, da so vzvišeni, ampak ravno pri tebi sem pa preko tega doživel neko nevzvišenost. Ne? Vendarle ti si škofov vikar, kar je enkrat sva se hecala po hierarhiji in to se s tabo da hecati, to je tudi lepo. Ne? Dvojkica na ravni škofije, ne? Po rangu, ne? Če je enka škof. Ja, ne? Po drugi strani pa zelo blizu, jaz te tako doživljam, no, različnim ljudem. Primer, moja hči, takrat 12 ali 13 letna, te je prvič videla, vstopil si na obisku pri nas v odnos z njo in se je takoj zgodila ena spoved. Tak škofov vikar mora biti malo oddaljen od ljudi, zato da lahko te velike odločitve sprejema, da lahko, malo provociram zdaj, ne? Da lahko tistih 20 glavnih odločitev na dan sprejme, ki jih more, zato da je izbran pri teh odločitvah. Je najbrž ena logika, da se malo gradi od ljudi, ne? Ti pa ravno obratno. Ne? Ali pa druga stvar, da če si med ljudmi, pol te odločitve lažje sprejemaš, ker tu niso neke administrativne odločitve, ampak veš, da so za njimi ljudje. Ne? Ali pa, če se hecam nazaj, zdaj bi morali imeti le na 3. stolu še škofa, da bi vprašali, ne, morda pa zato nisem najboljši vikar. Da bi moral morda biti bolj, ne vem, tako z pogled te cerkvene uprave, malo bolj, ne vem, pisarniški, bolj itak, vem, da marsikšnega dela mi na račun tega, da sem v stiku z ljudmi, ja, kakšno delo v pisarni tudi obstoji. Tega se zavedam in tukaj je moja priložnost še za napredovanje. No. Drugače pa ja, biti pozoren na ljudi, vstopati z njimi, vzeti vsakega človeka tako kot je, se skušati z njim pogovarjati, videti, kaj dela, kaj čuti, biti odprt do njega, no to pa se mi zdi, da je ena taka drža, ki jo, se mi zdi, da jo zasledujem, no. In kako vzdržuješ to ravnotežje potem med temi pisarniškimi odločitvami, ki domnevam, da zahtevajo študij, pa visoko koncentracijo, pa par težkih pogovorov, na eni strani in na drugi strani čist biti v stiku z, rečva temu, slehernikom? Zelo različno. Evo, če dam kar primer predvčerajšnjega dneva, v sredo recimo, ne, imeli smo načrtovano sejo duhovniškega sveta že dolgo časa in recimo na tej seji je bila ena od točk tudi moje poročilo za ta naš škofijski solidarnostni sklad, kjer sem odvisen od podatkov, ki sem jih zbiral še do zadnjega trenutka, recimo, tako da tega ne moreš niti ne en mesec naprej pripraviti, recimo, pa narediti, ne. In na drugi strani, že v torek se je začelo študentje, aloh spoved, aloh pogovor, ko je prišel 4. ali 5. sem pa moral reči, glej, jutri ne bo šlo več, prva šansa je petek zvečer, petek danes, se pravi popoldne, ne. In zanimivo, ker več nisem vedel in sem bil že v skušnjavi, da bi rekel, ne morem dati časa za spoved, ampak sem rekel, čakaj, človek sprašuje po spovedi, ne, spravi, rabi odrešenje.
kaj zdaj, Bog ti moraš poskrbeti, jaz bom zdaj delal, da ti prideš s tem človekom in on k tebi, torej dej. In zanimivo, da so mi pol zelo dobro in v zelo kratkem času, bistveno manjšem, kot sem pričakoval, sem naredil vse, kar sem rabil prepraviti za sejo. Ker dejansko vse je nekako steklo. In to se mi dostikrat zgodi, no? Da se pol to nekako kar samo od sebe pogliha. No? Da se fiska malo krivi, ne? In pač manj časa porabiš. Morda tudi z tega vidika se poznamo, imaš za neko stvar zelo dolgo časa, takrat delaš na easy, pa se ti nikamor ne mudi, ne? Ja. Temu se reče strokovno, poznaš to Parkinsonov zakon. Ne? Vsako pravilo bo naraščalo v svoji kompleksnosti in času do vsega časa, ki mu ga damo na voljo. Tako, ja. Ko se ti srečaš takole s posameznim človekom, gre tukaj za eno tako srečanje, kjer ti veliko črpaš, ali je veliko tega naučenega, ki si duhovniki po 20-30 letih najbrž malo tudi naučite nekih vedenj. A je to neko vedenje, ki da človeku vedeti, da je blizu, ali je to res tvoje pristno zanimate, da te ob vseh problemih, ki te tam v pisarni čakajo, tudi najmanjši človek tako pritegne in tako zanima in tako zmotivira, da... Ja, jaz upam, si mislim, trudim, zdaj spet bi bilo treba vprašati ljudi, ne? Ampak naučiš se lahko nekih tehnik, recimo, ne? Pogovarjanja, postavljanja vprašanj, ko gre za osebni pogovor ali pa načina pozdrava, rokovanja, tu se da vse naučiti, ne? Ampak druga stvar je pa pol tudi, jaz se trudim res človeka sprejeti, no? Človeka pogledati in reči, okay, ta človek je zdaj dragocen, je vreden, je božji otrok, tako kot jaz, in zdaj se z njim pogovarjam in mene zanima njegovo življenje. Mene, ne vem, če nekoga vprašam, kaj delaš, čim se ukvarjaš, me tu res zanima. Zakaj? Zdaj tle zati imam tak koristolovski namen tudi, recimo, ne, temu koristolovski namen. Zato, ker se trudim, da tudi, ko bova govorila o ne vem, nekih njegovih vzgibih v življenju, o duhovnih vzgibih njegovega življenja, ali pa ko bova govorila o evangeliju, o veri, če jaz malček vem, s čim se on ukvarja, kakšen je njegov miselni kontekst, to seveda tudi pomeni, ali pa kaže na to, kakšna je njegova govorica, kakšno je njegovo dojemanje stvari. In če se jaz potrudim, duhovne stvari nekoliko prevesti v njegov kontekst življenja, siceršnji, se mi zdi, da jih bo lažje razumel, da jih bo lažje doživel, lažje sprejel za svoje, ker bodo šle nekako v njegov okvir. Bom rekel tako, ne, če je en človek trikotnik, je strašno fajn, če jaz svojo misel, ki mu jo poskušam posredovati, oblikujem v obliko trikotnika. In tu malo manjšega, ko je njegov trikotnik, ker pol bo šlo noter. Če jaz prinesem velik kroh, bo toliko odpadlo, ko bo on tu prerezal s svojim trikotnikom. Če tako ponazorim. Pa še pohabo bo mislil. Recimo, ja. Tako, no, tu mi je ena taka... In tudi na posvetnem področju se to izkazuje za nekaj dobrega, recimo, ne. Opazil sem naslednje. Ko grem kupovati neko stvar, recimo, ali pa, ne vem, duhovniki smo doskrat, kolikor sem bil na župniji, pa v času vipavskega življenja, tudi v gimnaziji sem moral se ukvarjati z gospodarstvom, pa to, sem se srečeval z nekimi rečmi, o katerih pojma nimaš. In vsak trgovec te lahko pelje žejnega čez vodo in proda tisto, kar on hoče prodati, ne pa tisto, kar ti v resnici rabiš, ne. In pa se neko čakaj, zdaj pa poskusimo tako. Stvar doma nekoliko proučim, v starih časih s knjigo, zdaj z internetom, in ugotovim, kje so neke take ključne točke. In ko pridem v trgovino, ali pa ko se pogovarjam z nekim trgovskim potnikom, poskušam postaviti eno relevantno vprašanje o neki relevantni stvari v zvezi s tisto rečijo, ki jo kupujem ali pa urejam, tako da je on prisiljen malo pokazati svojo strokovnost. In na drugi strani hudomušno rečem, nikoli ne ve, koliko sem zdaj naprej podkovan. Ne? Se pravi, in vidim, da me pol vzame za res. Drugega vzameva v bistvu za res. Ne? In se mi je že zgodilo, da je človek zmrznil na taki stvari, ki sem jo jaz po 2 urah študija, brskanja po internetu videl, kako so stvari, on pa ni znal pojasniti. Cefizel, od tebe te reči gotovo ne bom kupil. In se mi zdi, da se isto dogaja tudi na tem našem duhovnem področju. Če se prav spomnim, tebe so ljudje itak vedno zanimali, ne? Tudi študiral si pedagogiko,
Oziroma, kaj si študiral, neko mladinsko pastoralo ali nekaj? Ja, torej, tudi srednja šola je bila pedagoška moja, itek to sploh ni bilo druge izbire. Spravi, ko sem na koncu osnovne šole se odločal ali stopiti v malo semenišče, ali kaj narediti, zato se nisem odločil, ker mama ni bila glih zadovoljna z mojo izbiro, je bila alternativa učiteljstvo, ne. Spravi, in sem šel na pedagoško gimnazijo, spet koristolovsko, če ne bom duhovnik, bom učitelj, če bom duhovnik, mi bo vse, kar se na pedagoški gimnaziji naučim, koristilo, skoraj vse, no. Tako da je bila to čisto zelo jasna izbira. Potem pa naprej, zelo hitro tudi v bogoslovju je začelo veljati, da imam nek dar, tu so drugi prepoznavali pravzaprav, da imam dar za delo z mladimi, zlasti z mladimi, no, tako da sem bil potunkan v take vloge, danes bi rekli animatorja, voditelja nekih skupin mladih, brez neke strašne priprave ali pa tako, pa tudi, ko sem se poskušal nekaj tam v raznih športnih dejavnostih kot mal trenerja ali pa spet animatorja, mi je zanimivo, celo mama sama mi je enkrat dala tako zanimivo povratno informacijo, ko je rekla, iskat so nas prišli na eno zimovanje, je rekla, kako je to možno, kaj si ti delal s tistimi mulci tam okoli sebe, tebe so poslušali, drugih vaditeljev pa niso, ne, pa ne vem, pač jaz nisem delal nič posebnega, se nisem niti o tem spraševal, živel sem z njimi tako, kot sem mislil, da je v redu in prav in očitno je za nekoga, ki je opazoval tudi zunaj, imelo nek učinek, da se je razlika videla, no, tako da Potem pa sem študiral še mladinsko pastoralo, oziroma dobesedno kulturno animacijo mladih, tako se je imenovala ta smer, no. Zdaj to snemamo ravno malo okrog Don Boskovega praznika. Meni se zdi, da imaš malo Don Boska v sebi in tudi študiral si pri Salezijancih. Neskončno hvaležen Salezijancem za njihovo univerzo v Rimu, ker ni me sram povedati, sem že večkrat rekel, iz Rima sem prišel drugačen, Slavko, kot sem šel v Rim. Tista 3 leta bivanja v Rimu so mi dala zelo, zelo veliko v smislu osebnega izpopolnjevanja, formacije, zlasti tudi mal predrugačenih pogledov na stvarnost cerkve, na stvarnost mladih, sveta okoli nas. Že ta naslov, recimo, kulturna animacija mladih, ne? Se pravi, profesor, ki je ustanovil ta oddelek študijski, zdaj že žal pokojni, je stal prav na tem stališču in tu nam je zelo tako približal, zelo se strinjam z njim, ne? On je rekel, eno je oznanjati evangelij mladim, ampak drugo pa je razumeti, v kakšnem kulturnem okolju mladi ljudje živijo, kaj so tiste vrednote, na katere stavijo, ker neke te vrednote so, in poskušati začeti imeti rad stvari, ki jih imajo radi tudi mladi. Ne jih z njimi enako delati in tudi ne se nujno z vsemi poistovetiti, ampak da veš, če mlademu človeku en svinčnik, ena stvar nekaj pomeni, imej tudi ti en lep odnos do tiste stvari, zato ker je tu njemu blizu in boš tako prišel blizu tudi temu človeku pol. Dobro, to je bilo tam naslovljeno na mlade, sam meni se zdi, da to velja za vse ljudi, ne. Recimo, ko sva prej govorila, a misliš, da ni tako, če recimo imam jaz rad poklic, ki ga en človek opravlja, pa mu poskušam v žargonu njegovega poklica nekaj povedati, on bo po mojem tu začutil, no. Spravi, če spoštujem njegov poklic, pa ne bo to pometač ceste ali pa, ne vem, direktor multinacionalke, vseeno. Spoštujem, ker spoštujem s tem njegovo delo, spoštujem njegovo vstajanje zjutraj ob ne vem kakšni uri, da gre v službo, spoštujem njegov čas, ki mora šibati domov, da bo poskrbel za svojo družino. In s tem spoštujem človeka, se mi zdi, no. Enkrat, mislim, da je bilo glih v podcastu, sem slišal za 2 pristopa, ne. Eden je, da ti vidiš Boga, ki je tam nekje, ne, in skušaš ljudi pelati tja in na nek način ljudi spremeniti, ne. Drugo je pa, da ti vidiš najprej ljudi, ne, in si toliko z njimi, da Boga pripeleš do njih. Boga zraven, oziroma jim pokažeš, lejte, tle ste, Bog, tle je on, tam je Bog, dajta se zdaj zmeniti. Sej na koncu se morata vidva zmeniti. Včasih sem dosti bolj mislil, da se moram jaz v imenu drugih zmeniti, to je res. Začetna leta novomašniška so bila zelo s tem zaznamovana, ampak okej, moraš dozoreti. Kaj je pa ti dal Rim, tisti najbolj, to, kar si prej rekel, da imaš rad te stvari, ki so mladim blizu? To. Pa eno strašansko, kako bi rekel, olajšanje, no. Tam smo bili zbrani ljudje, študentje z celega sveta. Tam jaz sem prišel s problemi naše cerkve v Sloveniji, recimo, ne. In pa ti govori Čeh,
in vidiš, da lahko podpišeš. Pa ti govori Brazilc, pa vidiš, da lahko podpišeš. Pa ti govori Španc, pa vidiš spet, da lahko... ok, dobro. Pol nismo tako za nič, pač deležimo na dejansko tej celotni svetovni kulturi in nismo tako slabi in ne tako dobri. Spravi, ves svet je na vas, sem enkrat najdel nekje naslovljene knjige za neko tudi dinamike z mladimi in je res, ne. Se mi zdi, da to me je pol malo tako osvobodilo nekih strašnih pritiskov. Se mi zdi, da bolj svobodno živim, no. Kako si pa sploh, si pa prišel do Rima, kako si razvijala ta tvoja pot? Kako si postajal duhovnik? Pa, če sem te prav razumel prejle, si že konec osnovne šole čutil nek klic. Ko si me vprašal za pogovor, sem prav to razmišljal, pa če bo prilika, povem. Goreči grm, ne, tako dostikrat izzivaš svoje goste v podcastu, svoje prijatelje, s tem, kaj so bili njihovi goreči grmi, ne. Morda bo zvenelo neskromno, ampak veš, da jaz svoje prvo doživetje poklicanosti v duhovniški poklic dejansko doživljam kot goreči grm, ker se ti sredi ničesar nekaj zgodi. Zame je bilo to pri kakšnih 5-6 letih, ne. Wow. Imam sam bežno v spominu, tu poznam bolj po pripovedovanju drugih, ne. Ko smo v nedeljo prišli domov od maše, sem menda jaz vzel eno odejo, tako karirasto, enkrat so mi pol celo pokazali, dokler je bila tista odeja še živa, katera je to bila, se z njo ogrnil in tam, ko smo čakali, da bosta mama pa nona končale kosilo, sem menda pridigal, ne, tako zdaj ne vem. In pravijo, da sem pri tem zelo karikiral župnika. Takrat smo imeli starega, v zrelih letih župnika, ki je bil že kar tako bolan in začetke Parkinsonove bolezni, in zato, da bi on mal umiril te simptome Parkinsona, se je pri oltarju vedno malček gibal levo-desno, obračal levo-desno, gibal telo v bistvu, ne. In jaz sem bil prepričan, da tu bistveno spada k duhovnikovemu delu pri oltarju, ne. Jaz sem seveda tudi tako dramatično delal, da sem enkrat menda celo en kozarc tisto odejo spravil na tla. Igor duhovnikov sem kar slišal od staršev. Ja, je več. No, ampak zdaj druga stvar, ki pa je zavestna, tu se pa spomnim, ne morem ti povedati ure pa dneva, ampak bila je nedelja zjutraj, to vem, da, in oče je delal nočno. In takrat sva z bratom imela pravico, da kadar je oče v nočni, zjutraj, ko se zbudimo, ki je prišel kasneje domov, gremo se lahko malo pocrtati k mami v poslo, no, in tam je nekega jutra mama nedeljskega tako začela pogovor, kaj bosta, ko bosta velika, ne. In brat je razlagal svoje variante, in kaj boš pa ti? Jaz še zdaj se spomnim, nisem tako rekel, bom duhovnik, ampak sem rekel, jaz bi pa opravljal en tak poklic, ki je bolj malo. In pol mama v Avstraliji, ne vem kaj, boš, ne vem, zdravnik, ne vem kaj je rekla, ne. Sem rekel, ne, pol je še enkrat poskusila, pa kaj pol, ne? Sem rekel, jaz bi bil gospod, tako pač pri nas, to je tak splošni izraz za duhovnika, ne. In mama kar okamenela, utrpnila, posla kar zmrznila. Tako da res to doživljam kot ten božji poseg v moje življenje. Evo, ni bilo nekih zunanjih takih socialnih dejavnikov, da bi rekel, ne vem, je bil neki župnik, ki me je fasciniral, ali pa ne vem, tudi nismo bili neka ultra goreča družina, pri nas doma smo skupaj zmolili, smo se pokrižali, pa eno čas zmolili pred kosilom in to je bilo to, ne. Nismo imeli neke navade skupne večerne molitve, ali tako povprečna delavska, skoraj včasih malo rečem socialistična družina, recimo, no. Potem, seveda, kasneje sem zvedel, zakaj je mama tako trpela, to ni bilo... Zdaj si že dvakrat omenil, ne, o trpljenju mame, enkrat za umalo to se je potem nadaljevalo, ne. Pa je bila samo logika, veš, zdaj mulc v drugem razredu doživi, da mama protestira proti njegovi želji, kaj boš, ko boš velik, ne. Zakaj bi šel... najbrž kar orang zapisal, ne, na hard disk, ne? Ampak ne kot obremenitev, ni bil virus, recimo, no, tako, ampak sam zavedanje. In zdaj, okej, tudi sam na koncu osnovne šole nisem bil niti podrazno siguren, kaj čem, ne. In pol sem izbral varianto, ki je bila v bistvu varnejša zame in za mamo, ne. Zakaj bi zdaj nekaj drezal, če še ni treba, ne. Točno tako, saj si imel še možnost še enkrat desno zaviti ven iz avtoceste. In ko danes gledam nazaj, ti Matej iskreno rečem, da sem Bogu neskončno hvaležen za navdih take izbire, ker nikoli ne bi v malem semenišču doživel te odprtosti in razumevanja sveta mladih, kot sem ga skozi dijaški dom. Sej ravno, ko sva govorila o tem, kar jaz prepoznavam kot tvojo, biti blizu ljudem, ne, si dal argument, da si to v srednji šoli veliko tega dobil. Seveda. Lej, že, ne vem, zdaj mi prihaja na misel banalna stvar, ne, v bistvu iti na skrivaj k maši, tako da ne bo noben vedel. To je bil zame izziv.
v malem semenišču bi bilo musit vsak dan hmaši, ne? Recimo. Tam si še skavtske veščine pol dubu, ne? Kako se skrivati? Krepil, čeprav pa sem tu zelo hitro poštimal in spet videl, kako tudi tam, kjer se zdi, da ni nič Boga, govorimo še o zelo socialističnem obdobju, ne? V katerem obdobju si hodil v srednjo šolo? Ja, jaz sem bil od 80 do 84 v srednji šoli, ne? Ampak recimo hitro so se najdli neki vzgojitelji, ki sem jim jaz imel pogum jih vprašati za dovolilnico, pa ne čisto reči, da je na mladinski skupini, ampak da imamo neko skupino mladih, ne, pa da bi jaz mal šel tako, pač sej net let daleč, ne, sem tako mal zase, pa za svojo dušo, tako sem nekako v besedu, pa sem pol zelo mal, mislim, da že v drugem letniku dijaškega doma imel tudi čisto legalno dovolilnico za hod k mladinski skupini in za hoditi k maši na cerkev na Taboru, srca Jezusovga. In pol kasneje... A ti si bil v Ljubljani v srednji šoli? Ja, seveda. Že kot bogoslovec sem pol zvedel, da so bili to, recimo, en vzgojitelj, nekdanji bogoslovec, sošolc mojega župnika, potem tedanjega župnika, ne, potem ustanovitelj ene prvih zakonskih skupin v Ljubljani pri Svetem Petru, pa tako, ne, pol kar naenkrat, pa sestra enega našega duhovnika, recimo, ne, ampak takrat so bili to vsi vzgojitelji, vsi pač po defaultu, tudi z mojega vidika. Družbeno barvo so imeli drugače. Ja, tako, ja. Tako da, ja, so to take lepe dogodivščine, ki morda pol včasih lažje razumem tudi ljudi z obrobja densno, tega cerkvenega obrobja, recimo, če tako rečem. In kaj ti je to obdobje 80-ih dalo, kako si ga ti videl, že kot zelo svobodenga, ali še ne to, ker recimo ravno to srednješolsko, na kakšen način te je utrdilo a ne to družbeno nasprotovanje, to strah, si ga iz družine nosil, ali te je v bistvu napolnilo? Ne, so bile take stvari izzivi, recimo meni je bila podeljena in vzeta Titova štipendija, recimo, to je bila nekaj tašnega, kot bi rekel, Denz Zoisova, recimo, no, podobno, s tem, da seveda so bile te moralno-politične kvalitete še bistveno potrebne. Pač jaz sem vedel, da glede na to, da sem veren in da v domači župniji delujem, sem bil takrat ministrant, bravc beril, pa tako, ko ni šans, da bi jaz dobil Titovo štipendijo, nisem niti prosil za njo, ne. In je potem ravnateljica dijaškega doma me poklicala k sebi in rekla, pa vi ni tovariš Rebec, ne, tako so nas takrat ustavljali, zelo ljudno, zelo lepo, vi nimate nobene štipendije, jaz sem rekel, ni, naša občina ni razpisala kadrovskih štipendij za učiteljski poklic, ne. Je rekla, pa vi imate vse pogoje za Titovo štipendijo, ma sem rekel, ma nimam vseh pogojev, ne, tako, Je rekla, kako da ne, pa kaj se pa gremo, in pa mi je naročila, zberte prav vikala nas je, recimo, zelo tako vljudno, zelo, zame je ona en tak lik, dame na mestu ravnateljice enega dijaškega doma, res, ne. Je rekla, pejte tja, vse mi naštela kam, prineste to, vse, prineste meni, vse, okej. Vse sem zbral, kar je naročila, vsa priporočila, izkaze v kakšnih društvih in kje vse sem deloval in delujem, ne vem kaj. In sem dejansko Titovo štipendijo dobil, imel so jo pa en slab teden, nekaj tacga, ne. Domov v Ljubljano sem dobil, se prav spomnim, v dijaški dom, odločbo, da je pač štipendija mi dodeljena in da ne odprem transakcijski račun, bančni račun, ne, da mi jo bodo nakazovali, ne jim sporočim. In ko sem prišel domov, morda naslednji teden, no, ne vem, morda je bilo 14 dni, me pa je čakala doma pošta, kjer je bilo pa napisano, da mi po ponovni preučitvi moje vloge sporočajo, da mi je štipendija odvzeta zaradi pomanjkanja, ne vem, nekih političnih kvalitet, ali ne vem, ko točno je bilo napisano, no, tako da bilo to zelo kratkega daha. No. In potem sem šel raziskovati, kaj je tukaj odzad bilo, ne. In sem kar navalil in sem tudi odkril človeka, ki je v bistvu sprožil ugovor tej. In 30 let kasneje zvedel, katera gospa je bila prisiljena službo zamenjati. Ne zato, ker sem jaz dobil štipendijo, ampak zato, ker se je sploh dovolila, da se je na enem odboru glasovalo o tem, če je lahko dobim štipendijo. Tako da, to so bile take, in pol vidiš, kako se ta svet vrti. Kakšno značilnost si pa imel, ki je štrlela ven, to, da hodiš k maši, najbrž ni bilo dovolj? Ja, seveda, to je bilo dobro, nisem sam hodil k maši tako občasno, jaz sem bil pri maši vsako nedeljo, tudi recimo dvakrat, se pravi, v nedeljo dopoldne sem bil doma v župnišču. Šel sem k prvi maši, potem smo tam župnikova mama je pekla zelo dobre biškote, njam pa je naredila malo kakava,
in smo počakali še drugo mašo in sem sodeloval, sem bral berila, sem bil, recimo danes bi rekli vodja ministrantov, pa tako sem bil malo bolj izpostavljen. Si bil, kaj pa ravnateljica pol rekla? Ravnateljica je rekla, to vam je pa nekdo zakuhal, ampak tukaj jaz ne morem nič. Sem rekel, ne, vi ste naredili svoje, hvala lepa, tako zelo, zelo lep, zelo korekten odnos. Ona je tudi, še zdaj ne vem, ali je ta gospa bila kristjan, ali upam, da je še živa, da je kristjan, ne vem, dejansko nisem pol imel več stika, ampak spomnim se, ona me je spet poklicala k sebi drugič, ko smo končali maturo, recimo zadnji teden mojega bivanja v dijaškem domu. In veš, kaj mi je rekla? Tovariš Rebec, vi zdaj odhajate k vojakom, ampak potem se boste vrnili na študij. Kaj ste vpisali? Sem kot domsko vzgojo. No, glejte, saj vi veste, da mi imamo tukaj študijske sobe tudi za študente. Tu je bil čas, ko so bile študentske sobe v dijaških domovih izjema, ne pravilo, ne, tako kot zdaj. In je rekla, vas soba tukaj vedno čaka. Ma se neko, hvala lepa za informacijo, ne, tako. Primem zakljuko od vrat, pokliče, tovariš Rebec, saj jaz vem. Vi boste, ko boste prišli od vojakov, spustili eno bombico in sobe pri nas ne boste potrebovali. Tako, recimo, ne. Zanimivo, zelo zanimivo. Pa sem v resnici bil upisan na domsko vzgojo na pedagoški fakulteti in tako zanimivo. No? Zanimivo. Je vedela, da... Ja. Zdaj, ali je ona tu sama čutila, ali so se ti vzgojitelji kaj med sabo pogovarjali, ali dejansko ne vem. Ti si že vedel, da boš šel v semenišče? Torej, 100% še ne. Jaz sem se dokončno odločil potem pri vojakih v božični noči, v svetem večeru, ko sem bil požarni, to je bila neke vrste taka... No, povej, slaba straža. Ta tvoj Gecemani, ali kaj je to bil? Pa niti ni bil Gecemani, bolj je bila, kaj bi to rekel, ne, ni bilo tako zelo, ampak postavil sem si rok, evo, ne, čisto, veš, tu se odločaš, bi, ne bi, itak zelo veliko tehtov, in potem se neko, do polnoči na božični večer hočem jaz vedeti, kaj bo z mano naprej. In sem si tako organiziral stražo, oziroma to dežurstvo, ker sem ga jaz razporejal, mi niti ne bi bilo treba biti. Sem šel namirno od 10 do 24, tisti 2 uri, tja stražiti en magazin, eno skladišče orožja, sneg je padal v Skopju in jaz sem pa še zadnjič dal skozi eno tako, veš, rekapitulacijo, ne vseh plusov pa minusov, pa vseh občutkov v sebi. Na straži je bil čas za to, ne? Na straži je bil čas za to, seveda, sploh v takem dnevu, ko nismo imeli kaj. Itak smo tu stražili, a smo imeli neko puško smo imeli, mislim, da je, ampak tako ni bilo. To je bila straža znotraj, še dodatna straža znotraj vojašnice, ne, tako da ni bilo. 15 do polnoči, nekaj takšnega poslušal sem, oddalec je slišal ubitje stolnice iz stolnice v Skopju, ne, in ko je bilo 15 do polnoči. Če imati Terezija navdihana. Morda, nisem se kaj posebej priporočal, priznam. Sem sprejel odločitev, grem v bogoslovje, no, tako. In kaj, so bili kakšni boji tisto noč? Ne, zelo tako, čisto taka, dokaj razumska, dokaj ne preveč poduhovljeno razločevanje, bi rekel, zelo razumsko. No. Ti tako, ko govoriš celo pot, zgleda tako zelo tekoča, ni bilo nekih, da bi te premetavalo ali pa karkoli, ne? Lej, zame je bila edina dilema, v bistvu niti ne to duhovništvo ali ne. Duhovništvo je bilo pravzaprav prva izbira z mirom. Zame je bila glavna težava družina. Dejansko ne, jaz pač sem šel skozi te simpatije že v osnovni šoli, potem tudi v srednji šoli, tudi z enim dekletom sva si bila res zelo, zelo blizu v tistem času, ampak ves čas je vedela to moje izbiranje in smo v bistvu se skupaj o tem tudi pogovarjali, tudi prva izvedla mojo dokončno izbiro. No. To je bilo bolj, vem, da sem že tam na koncu osnovne šole župnika spraševal o možnostih stalnega diakonata, ker sem tam enkrat v neki knjigi, ne vem, ki je pri župniku v pisarni videl, da je ta možnost in pol se spomnim njegovega govora, je rekel, veš, to pa žal pri nas v Jugoslaviji ni mogoče, ne, veš, to imajo bolj v Nemčiji pa v Avstriji, sedaj manj takrat ni bilo čisto jasno, zakaj to. Potem mi je bilo jasno, pač ne, v socialističnih deželah takrat stalni diakonat preprosto nisem imel šanse, da bi to bil, ne. Verjetno, če bi to bilo, bi jaz morda že takrat, morda je dobro, da ni bilo, ne, ker verjetno bi jaz takrat morda zastavil pol pot v to smer. In ko sem z Bogom izposloval ta odgovor, no to sem tako večkrat, ne, kako, a bom jaz lahko živel sam, ker sem pa toliko človek, da če se nekaj loteš, pol tu moraš pripeljati do konca, ne, pa zdaj ni, da bi tam nekaj, ne vem, kolovratu, okol pa na pol pa. In mi je dostkrat odmeval ta svetopisemski odlomek, ali pa sem ga posebno, ko bi rekel, eno tako
zavzetostjo poslušal, Peter pravi Jezusu, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj, kaj bomo imeli od tega, ne? Jezus pravi, Pero, kdor je zapustil očeta, mater, njive, hiše zaradi mene, bo imel očetov, bratov, sester, hiš, njiv 100-krat toliko na tem svetu, v prihodnjem življenju pa večno življenje. In sem se malo tako delal, dragi Jezus, lej, če tu praviš, ok, ti verjamem, ma zdaj glej, da tu drži, ne, tu, in lahko rečem, da 100% drži. To je svetopisemski odlomek, ki je v meni prvi tak zelo prebudil, da je Jezusovo besedo, kdaj treba vzeti tudi zelo za res, seveda jo pol mal preneseš, ne, jaz nisem lastnik nobene nepremičnine, ne, ampak imam res 100 njiv, in 100 kleti, kamor lahko prositi in rečemo, mi daste 2 krompirja, če bi hrabil. Pa se niti ni treba prositi, ker ljudje kar sami prinesajo iz teh kleti. In je na nek način njihova klet tudi moja klet. In ko sem to razrešil, kaj je šlo naprej. To je bil največji strah na nek način. Niti ne strah, dilema. Ja. Jaz sem čutil, se mi zdi, da bi lahko bil družinski oče, in da bi lahko, in da sem lahko kolikor toliko soliden duhovnik, no. In mi je tako simpatično, enkrat v eni mladinski skupini smo se tako pogovarjali in so me mladi izvali z vprašanjem, kaj pa bi bil, če ne bi bil duhovnik, ne. Ali pa če bi se ti nekaj zalomilo ali težko zapodi ali pa nekaj takega. Ma se neko ne vem. Meni se zdi, da bi lahko opravljal vsaj še 10 poklicov z enako zavzetostjo, kakor opravljam duhovniškega, in da bi si najdel za preživetje. In pravi tako en fant, ja, ti bi, ja. Tako ne, se mi je zdelo zanimivo, da tudi mladostniki sami so prepoznali, da bi, ne vem, dejansko, čisto se vidim vlogo socialnega delavca ali pa, ne vem, voznika enega tovornjaka v dostavi, recimo, to bilo manj neskončno zanimiv posel, recimo, ne. Natakar, zakaj pa ne, konec koncev sem v času srednje šole, tako študentsko delo, imel na ta... Pa sej na simbolni ravni so to zelo podobni poklici, a ne? Tovornjak v dostavi je mal podoben deljenju zakramentov, ki jih zdaj tako po hišah, je to ena tvoja kar močna plata, ne? Natakar je tudi, ne, dajanje žive vode in podobnih, ne? Recimo, pa kle res ne vidim zadrege, no. Ti, ampak tam, ko gre vse tako mehko, je po drugi strani nevarnost, da ni neke osebne vere, ali ne? Po tvoje, oziroma pod vprašanje ali pa naprej vprašanje, kakšen je bil pa pol tvoj razvoj skozi duhovništvo, vse si že tudi sam večkrat rekel, zdajle sem čist drugačen, kot sem bil, ne, dobro, vse to se nam vsem dogaja, ampak... Seveda, to je splošno zorenje. Pred oddajo si mi eno tako zanimivo metaforo dal, če jo smem omeniti, ne, lahko, si bil prvih nekaj let bolj uradnik kot duhovnik. Kaj to pomeni? Rad rečem tako, da sem recimo pri oznanjevanju, pa ne bo to kateheza, ne bo to pridiganje, kot novomašnik po prvih letih duhovništva, recimo temu do Rima, evo, to je 6 let duhovništva, no, zelo funkcioniral na ta način, da sem učil tisto, kar so me naučili. In ker pač tako je, in jaz pripadam cerkvi in to sprejemam za svoje, čistko na tej ravni, brez nekega velikega osebnega čustvenega odnosa tudi do Boga, pa tako, to posredujem naprej in skušam prepričevati. Prepričevati. Zdaj bom rekel to, ne vem, zdaj, recimo, da zdaj skušam ne prepričevati, ampak samo še pričevati. A ni zanimiva ta beseda prepričevati, je v bistvu tako, da, a veš, kad tečeš, ne, pa tečeš na unem srčnem utripu, ki je še zdrav, ne, pa se pa preteraš, ne. Preteraš se, a ne? Preveč. A veš, tako je prepričevati, da v bistvu preteraš pričevanje, ne? Da ga v bistvu hočeš izsiliti. Recimo na nek način, izsiliti verovanje ali pa kredibilnost tistega, kar govoriš, no. Pa tudi recimo, ne vem, jaz se včasih pohecam, pa ne sam pohecam, tudi res, še zmerom mislim, da če bi naredili v Sloveniji tekmovanje med duhovniki v pobožnosti, upam, da bi bil vsaj predzadnji, ne čisto zadnji. Ker gledam nekatere svoje brate v duhovniški službi, koliko so dejansko več preklečijo pred tabernakljem, koliko več premolijo, koliko več so v osebnem odnosu z Bogom, kakor jaz. Verjetno je to malo povezano tudi z mojim temperamentom, s tem, kakšen človek si, kakšne so tvoje osebnostne lastnosti, no, tako si mislim. Pa zadnje čase se mi zdi, mi prihaja ta potreba, da sem več minut v kapeli, pa tudi pokleknem kdaj v molitvi, kar tudi prej nisem prav pogosto, razen če so vsi. Se mi zdi, da ta odnos do Boga zori. Čistko vidim, da zori tudi pri vas laikih enako. In včasih, veš, kakšno podobo včasih uporabim.
Kdo pa rabi Boga, kadar imaš občutek, da lahko bika primeš za roge, pa ga okolo obrneš? Ko pa vidiš, da nimaš več moči, da se tega bika če dalje bolj bojiš, da te že njihova sapa odnese, ja, takrat pa začneš iskati moč, ne? To je en tak, se mi zdi, zelo naravni proces. In potem začneš tudi če dalje bolj čutiti to notranjo moč, ki ti jo Bog, Božje, presežno, kakorkoli že rabim izraz, daje, no. Ti kako pa doživljaš to biti duhovnik danes? A je ta svet kaj manj naklonjen ali bolj, recimo v 80-ih so bile ene vrste opozicije, danes so pa malo bolj subtilne mogoče? Ali kako doživljaš pri tebi pa pri svojih sobratih duhovnikih? Doskrat recimo rečemo, da je danes okolje duhovniku nenaklonjeno, ne? Duhovniki se večkrat o tem pogovarjamo. Ja. Tako, ampak So se v 80-ih najbrž tudi, upam, ali pa v 70-ih. Seveda, sem takrat se vsaj vedelo, kje je varno zatočišče, recimo, ne? Pa te, a veš, dokler te nekdo od zunaj napada, se v bistvu lažje braniš, kot te napada pri vrednotah, ne? Ker danes se mi zdi, da se dogaja to sesuvanje vrednot, ne samo katoliških vrednot, ampak tudi vrednotene take humanistične vzgoje, pa tako. Se mi zdi, da je to zelo prisotno v nekaterih segmentih, no. Pa niti, zato ker se mi zdi, da se dostikrat promovirajo, kako bi rekel, da se spoštovanje do nekoga, ki je drugačen, zelo hitro prelevi v zahtevo, da moramo biti pa zdaj vsi drugačni, ne. Ampak ne na svoj način, na njegov, ne? Na njegov, ja, seveda, tako, ja. Tako da, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da vsi časi so bili težki in lepi za duhovnika. Tako da jaz mislim, da ni nobenega zapleta. Sam mislim, da sploh ni problema biti duhovnik danes. No, mislim, je problem, ko bi rekel, je marsikakšna ovira, pa to zlasti v tem družbenem spoštovanju, pa recimo na družbenem zunanjem ugledu. Tega pač nimaš, ne? Več. Tako po defaultu kar, ne? Ampak po drugi strani pa doživim sam doskrat toliko, ama vi ste duhovnik? Pa nikoli ne vprašam, pa ne zvem, ali je tu zdaj rekel nekdo, ki je še bil pri Birmi, pa pojem koli več v cerkvi, ali nekdo, ki je bil včeraj pri maši, ali nekdo, ki še nikoli ni bil pri maši. Ampak sprejme ta lik duhovnika z enim, a veš, da tega ti nikoli nisi, zadnje čase me preganja ta misel, da bi bilo morda res čas, da duhovniki začnemo hoditi v naši duhovniški obleki, v kolar srajci, da bi že na zunaj s tem znamenjem pokazali, kaj smo. Sam dejansko se dostikrat tu sprašujem in sicer opazujem samega sebe in reakcije ljudi, takrat, kadar sem v duhovniški obleki, ko se z njimi srečujem tako en tak navaden dan. A veš, da so te reakcije pravzaprav lepe? Je tudi kakšna taka, da te kakšen grdo pogleda, ampak večinoma so to zelo ene take lepe reakcije, lepi trenutki, naj bo v trgovini, v baru, ne vem, mislim tako. Se mi zdi, da je, kadar sem v kolarju z mano, pa čistko v neki tej služnostni dejavnosti trgovine in tako, kakšna beseda je zmenjena več, kot takrat, kadar sem v srajci, tako kot danes. To je še nekaj, kar imam zdaj v raziskavi, recimo, no, tako da ti ne morem postreči. Čeprav si pa govoril večkrat tudi zgodbice, ko te niso prepoznali in kako je bilo to, mislim, ko te niso dali v predalček, in kako si prek odnosa vstopil v to osebo. Seveda, sej gotovo je. Lahko je obleka, lahko odpre vrata, ker že na zunaj pokaže zaupanje, lahko pa tudi naredi blokado. To mi je čisto jasno, ne, seveda. Ja, jaz tudi vidim dva vidika, ne. En vidik je, da s tem poudarš svojo vlogo, svojo identiteto. Tok identitete razkrajamo, da imamo vsi potrebo po definiranju svojih identitet. Kdo jaz sem, ne. Anekdota, recimo, pred nedavnim na enem pogrebu, ne, mal je pihalo, pa sem sicer bil v kolarju, ampak zapet v bundi do vrha, ne. Ena gruča ljudi je tam bila in ker sem prišel na župnijo, kjer ne pokopavam, pa sem župnika nekaj pozabil vprašati, prej sem zdaj 3 minute pred pogrebom, ne boš klical, sem stopil tam ljudem, ki sem jih na videz poznal, sem jih lepo pozdravil, sem rekel, kako zdaj župnik vaš naredi, ne, tako da bi čim bolj šlo v skladu. In pa mi pač povejo, kaj pa ste vi, a ste pevci ali kaj? Sem rekel, ne, pevc pa nisem, posluha pa nimam. Pa so se ostali začeli smejati, ne poznaš, se bo prines že večkrat, pa tako ne. Tak, čist simpatičen dogodek, ampak to zameš kot eno tako iskaco, ne, okej. Kaj pa tako, če pogledaš prerez vseh svojih sobratov duhovnikov, doživljate kot najhujšo? Ti si vsem škofov vikar, ogromno imaš stika z duhovniki, ogromno jih nadomeščaš. Kaj doživljate tako kot socialna skupina,
kot najhujšega sovražnika ali pa kot notranjega pa zunanjega, recimo, zdaj za torej, gotovo svoje je delovanje. Sovražnik, recimo, ali pa, tu mislim, da doživljamo kot sovražnika, je to, kar sem prej rekel, sprevračanje vrednot, ali ko bi rekel, to, ne samo, da ne sprejmejo več oznanila o Jezusu Kristusu, tako ljudje kar tako množično, ampak da je dejansko dosta občutek, sploh medijski občutek, ne, v mnogih medijih tak, da se sesuvajo te, recimo, tradicionalne vrednote. To seveda doživljaš kot eno krizo tudi svoje identitete na nek način, ne, pa tizga, kar delaš, v kar verjameš, ne. In to se tako zelo surovo, ne, če ti daš pol neko protestno izjavo, ne prideš nikamor z njo, recimo, ne. Tako, včasih si mislim, da če napišeš nek protest, se mu pol še fajn smejijo, tenle, kaj je ta butelj napisal, ne, recimo. Tako, druga stvar, ki pa tako je iz naših vrst, pa skrb ali pa, ne bi rekel sovražnik, je pa po mojem to naše številčno stanje, oziroma še bolj kot številčno stanje leta, ne? Dejstvo, da ni novih duhovnih poklicev, se pravi, jaz imam občutek, da se včasih doživljamo tako, kakor en človek, ki ima doma eno vpeljano gospodarsko dejavnost, pa tako še kar razvejano, pa sam ne zmore več zadovoljiti vseh naročil, ki prihajajo od otrok, pa noben noče, ali pa celo mu niso bili dani otroci, ne, pa ima sam 2, ne 5, in od tistih 2 noben ne pokaže prav nobenega zanimanja. Se mi zdi nekaj tacga, da se nam dogaja, tako da doživljamo, in tudi hočeš, nočeš, te tu seveda malo zaskrbi, tako da te ne. Ja. Sam tam lahko saj prodaš, ne, tukaj težko, ne, ker je... Ja, pa rečeš, zaprem, pa razprodam stroje. Ja. Mislim, dobro, to se tudi tukaj da, ne, ampak tam ni lahko tako, gre stvar naprej, ne. Seveda. Pri poslu. Lahko najdeš pri sosedovih mulcah, bo peljal naprej, recimo, ne. Ja. Je bila pa tudi ena zanimiva debata, ki smo jo imela že prejle, odnos med tvojo vlogo duhovnika pa med tvojim poslanstvom. Glih prejšnji teden sva imela z ženo eno pričevanje o poslanstvu in je tam ena gospa rekla, da njeno poslanstvo je biti mama. Jaz razmišljam, da biti mama ni poslanstvo, da biti mama je vloga. Poslanstvo je pa nekaj drugega, je pa nekaj več, ki se zrcali skozi vse vloge. Moje poslanstvo jaz lahko uresničujem kot mož, kot oče, kot vodja ene nevladne organizacije, kot podcaster, kot izvajalec seminarjev, v teh različnih vlogah. Meni se zdi, da tudi duhovniki, tako kot očetje in matere, pač rečete, lej, moje poslanstvo je biti duhovnik. To je to. Mene to ne zadovolji čist. Veš, da si mi dal, hvala ti, da si mi nekaj iskrc in vprašanj poslal naprej, ne? S tem si mi dal zelo dosti misli. Dejansko sem se ob tem najbolj, tu je tvoj prispevek k moji duhovni rasti pa osebnostni ob snemanju tega podcasta, čist kot ti rečem. Veš, kaj sem naredil? Pomislil sem na to, kaj zdaj Jezus, ne? Kaj je bilo Jezusovo poslanstvo? In sem prav šel gledati v svetopismo, kje se to izrazi, zakaj je Jezus prišel na svet. In preberem, kaj sem najdel, ne? Bog je poslal svojega sina na svet zato, da bi svet po njem rešil. Prva stvar. Da bi razodel svojo ljubezen in bi živeli po njem. Nisem dognal ali po Jezusu ali po Bogu. Se je v bistvu vseeno, ne. Geni so isti. Ja, potem ga je poslal v spravno daritev za naše grehe, spet rešil svet, ne, in za odrešenje sveta. Te 4 sem jaz najdel v Novi zavezi in vse 4 so zelo splošne. Pa sem pa rekel, zdaj pa sledim Matejevi misli. Spravi, če je to poslanstvo, kaj pa so zdaj vloge? Jezus, zdaj bom pa namerno uporabil nepobožne izraze. Jezus je bil najprej otrok, potem pridigar, potem zdravnik, potem psihološki svetovalec, potem motivator, potem sotrpin, pa vmes še borec za pravice manjšin. Revolucionar. Ja, recimo, ne, se pravi, ali pa če rečem drugače, Jezus je to svoje temeljno poslanstvo, za katerega je Bog oče, kot svojega sina poslal na svet, dejansko uresničil v zelo različnih vlogah oziroma na zelo različne načine. In to mi je bilo zanimivo, pa sem rekel, kaj pa je zdaj moje poslanstvo? Ne? Veš, nisem imel veliko časa za razmišljanje na to temo, bom nadaljeval, ampak kaj je pa zdaj v resnici, kako bi jaz definiral moje poslanstvo, ne? Da ga ne bom izrazil z vlogo, ne? Ker konec koncev duhovnik je vloga, lahko bi bila, rečemo stil življenja, pa sej, tudi mama je vloga in stil življenja, ne? In tako, dosti je takih stvari, ne? To ni. Sem rekel,
v tem trenutku, danes, na današnji dan, lahko bo čez 14 dni že zelo drugače. Čutim kot Slavko, brez vseh vlog, ampak kot Slavko, svoje poslanstvo, da je nekako vame položena misel, pusti za sabo stvari malo boljše, kot so bile, ko si tja prišel. Priznam, da si tu sposojam od Baden-Powella, ne, BP-ja. Na enega skupnega vzornika v enih stvareh. Tako, ja. Ampak mi je ta njegova misel zelo in tudi jo ponotranim, zlahka, tu čutim. In zdaj seveda tu lahko naredim kot vodja enega treninga, lahko naredim kot duhovnik pri pridigi, lahko naredim kot odgovoren za gospodarstvo neke župnije ali pa kjerkoli. No. Pa sem rekel, kaj pa zdaj Slavko duhovnik, ne? Če pa to, se pravi recimo, da to ni čist sam ena vloga, ampak da se ta duhovnik, glede na to, da gre za eno življenjsko zaznamovanost, tudi za posvečenje, kar ni mačji kašelj, ne? Se pravi, verjamemo za neko tako, bi skoraj rekel, malo ontološko preobraženje človeka pri posvečenju, no? Se pravi, če to dvoje zdaj združim, pol pa bi rekel, da je moje poslanstvo prinašati Božji blagoslov v ta svet, kar je zelo blizu temu pustiti svet boljši. Ne? Jaz verjamem, da z Božjim blagoslovom lahko ta svet pustim boljši, ja. In še, da je moje poslanstvo v tem, da omogočam v različnih vlogah in tudi v različnih službah, ki jih kot duhovnik imam, da to pretočnost, pa ta stik med Bogom in človekom in Bogom pomagam vzpostavljati. Ne? Zdaj, če ga bom z nekom, tako da ga bom tolažil, če bom z nekom tako, da bom dvignil palce in rekel pozor, to pa je narobe, spravi, da bom bolj prerok, recimo, če bom z nekom tako, da bom bolj karitativno nastrojen, da bom nekomu pomagal, Z nekom pa tako, da boš doniral njegovi organizaciji, ne? Tudi. Sej, že te 3 vloge, ne, duhovniška, kraljevska, pa preroška, kažejo na to, da v bistvu to svoje, ne nazadnje krstno poslanstvo naše, vsi laiki, kristjani tudi izražamo skozi te 3 dimenzije, ne? Ja. Preko enega bogočastja, bogoslužja, preko karitativne tiste in preko učenja in kako bi rekel, pomoči drugim pri prepoznavanju, kaj je prav in kaj narobe. Tako da ja. Hvala ti za ta izziv. Ja, hvala tudi tisti sobotni izkušnji, ker jaz o tem veliko razmišljam, ampak se mi je takrat veliko bolj jasno še izkristaliziralo, ne? Ker se ustavimo na pol poti. Vloge so sam na pol poti do našega poslanstva. Ne? Poslanstvo je pa, če povem čist tehnicistično, ne? Običajno zapisano v nedoločniku. Ne? Ja. Se pravi, dela ti nekaj. Ne? Bog, recimo Mojzesu pri gorečem grmu, ko mu je dal poslanstvo, pojdi, pober ljudi in jih pel v deželo, ki ti jo pokažem. Se pravi, poslanstvo ima vedno obliko narediti nekomu nekaj. Ja. Ciljno skupino pa eno izboljšanje sveta. Ne? Ja. Tako da, če ti dam čist feedback, ki hoče biti na pol strokovnja, izboljšati svet, pustiti ga boljšega, ne? To je dokaj široka oblika poslanstva in je še bolj specifična. Forma poslanstva je, da je svet boljši. Ne? Ja, se strinjam. Ja. In zelo ena dobra vaja je, da greš biografsko skozi svoje goreče grme, skozi močne dogodke, ki se jih spomniš, kot da bi bili včeraj. Napišeš jih ali pa poveš sogovorniku, pa jih on piše zate, še veliko boljš. In da potem se odkriva, zakaj so ti te dogodki, kaj so ti pustili, kakšen pečat. In polka jih našteješ približno 10, se ti začnejo besede ponavljati. Ja. In opažaš, da postopoma je nek stavek, ki te dejansko zaznamuje. No? Hvala. Veš, kaj me zanima? S tvojim poslanstvom gradiš cerkev prihodnosti. Meni se zdi, da jo je treba vedno znova na novo premišljevati. Ti si tam dokaj pri vrhu premišljevanja, ali pa tudi se ne premišljuje pri vrhu, pa se od spodaj premišljuje, kakšna naj bo ta cerkev prihodnosti. Kaj se tebi zdijo taki glavni trendi ali pa glavni navdihi, ki bi jih položil cerkvi prihodnosti v zibko? Najprej morda to zavedanje, dostikrat se mi zdi, da tudi kadar kristjani, katoličani, rečem tako katoličani, govorimo o cerkvi, celo kadar člani župnijskega pastoralnega sveta govorijo o cerkvi ali pa o škofiji ali pa o župniji, se nam dostikrat prikrade ena taka misel, da je to neki objekt nekje drugje. Ampak ne vem, v mene pa čedalje bolj preganja ta zavest, da v bistvu
Cerkev ni nikjer drugje, cerkev je tukaj, mi zdaj, župnijski pastoralni svet na zasedanju, mi smo zdaj cerkev. Mogoče ne toliko druge kot nekaj idealnega, ne? Ali pa tako, ja, nek ideal, nekaj objektivnega, nekaj izven nas, recimo. Ja, nekaj, kar mi lahko ocenjujemo, povemo, kakšno ne bo, si želimo, tako, kakor da bi v to ne bili vpleteni. Mi recimo, pa nismo vredni, da bi to bili na nek način, ne? In zato imamo tudi kakšne odpustke. Niti ne moramo biti, recimo, tako, ja. Pa to velja tako za duhovnike, kakor za laike, ne? Tako da ne vem, pred leti, se ne vem točno, kdaj je Branko Cesnik je to sintagmo rad ponavljal, mislim, da je to papež, ne vem, ali Benedikt, ali že morda Frančišek na začetku svojega, ko je bilo govora o pastoralnem spreobrnenju, pa zdaj, kaj točno to je, no? Se mi zdi, da dejansko zlasti to, da bi naša cerkev, moja cerkev, to tako kot družina, ne? Kaj lahko naredimo za družino? Ok, nekdo, ki je odločevalec na politični ravni, lahko za družino naredi nek zakon, ki bo veljal. Ampak ti, kot oče v svoji družini, lahko za družino narediš najprej tisto, kar narediš doma, ne? Mislim, doma, v tem svojem krogu. In tako bo ena izkušnja družine in upaš, da boš s tem nekaj naredil tudi za družine svojih otrok, ki jih bodo nekoč imeli, ne? Pa morda še družino kakšnega prijatelja, znanca, ki bo videl pri tebi nek navdih in bo on začel pri sebi spreminjati. In v tem duhu, no, se mi zdi, da bi dejansko rekel cerkev prihodnosti, cerkev bolj tega zavedanja, da smo cerkev dejansko vsi, da lahko v njej sobivamo, da se v njej pogovarjamo, da nima nobeno posesti vse do končne resnice, da je ta samo v Bogu in da tudi te raznolikosti, ki med nami nastajajo, dejansko lahko nekako ukomponiramo. Evo, pa smo pri sinodi, ne? Da bi skupaj hodili za Jezusom Kristusom, skupaj na poti. Pa dejansko ne kot fraza, ampak v resnici grem skozi to, kar pač doživljam. Ne? Recimo teden duhovnosti v Stržišču, tam mi pride gor 30-35 mladih, pa 3 duhovniki, vsak z nekimi svojimi navadami, pa svojimi izkušnjami. Ampak vendarle skupaj iščemo, skupaj se pogovarjamo, ponedeljek pa torek se skupaj tipamo, v sredo se gremo skupaj prešvicati na črno prst, v četrtek, petek, soboto pa gradimo nekaj skupnega in eno skupno doživljanje in Boga in drugega in naših opravkov, ki jih imamo tam za narediti. In v nedeljo gremo malo težko narazen, ne? In smo se spoznali v ponedeljek, ampak v nedeljo včasih doživim še tak objem, pa tudi gledam pol te objeme mladih med sabo, kada se poznajo že ne vem koliko časa. No. To je recimo zame ena taka izkušnja cerkve in se mi zdi, da graditi v to smer. No. Graditi v to smer. Tej, ko si govoril, sem tako začutil, kjerakoli izkušnja v življenju, ko jo imaš, bi lahko rekel, zgodila se je cerkev. Ni bila popolna, ne? Recimo seveda pride k nama s ženo en zakonski par, imamo nek večer ob kozarcu vina, debatiramo o pomembnih stvareh, ne kar neki. Zgodila se je cerkev. Tako. Ali pa zakonska skupina, ali pa molitev po kosilu, ali pa tudi konec koncev, ko gre družina na dopust. Ne? Da znaš reči, ok, zgodila se je cerkev, ampak da prepoznavaš podobnosti in različnosti v tem. Ne? Sam pol je pa mal nevarnost, pa to se mi zdi, da vseeno imamo preveč naše grešnosti, pa vseeno, mislim, lahko bi pol karkoli proglasila. Ne? Pa tukaj prideva tudi na to. Eni so pa zelo, zelo občutljivi na to, kaj je sveto, pa kaj ni več sveto, pa da se ohranja prostore svetega. Ne? Super. Tle se mi zdi, da sta 2 varovalki. Ne? Eno je hierarhija. Jaz mislim, da cerkev bo vedno hierarhična ostala. Torej, ne vidim problema v tem, ker konec koncev vse, če ni hierarhija, ne? Zdaj ne vem, koliko kaj spremlja šport, zdaj zadnje čase, recimo jaz ga še zmerom en mal, mi je zelo zanimivo, če dalje večkrat se v športnih ekipah govori o tem, da je vsak vedel za svoje mesto. Se pravi, po domače povedano, v naši rokometni reprezentanci, v ekipi, je bila jasno postavljena hierarhija. In tu se je točno vedlo, kdo bo koliko časa na klopi in koliko časa na igrišču. In točno se je vedlo, kateri bo šel na mestunga po tolkem času noter v igro, kateri bo šel pa v igro, sam če še ta drugi crkne. In ne more več, ne. Dejansko, hierarhija je bila jasna. In ko spremeš svoje mesto znotraj te hierarhije, ampak hkrati pa seveda veš, da si član te ekipe, konec koncev, tudi če je bil en igralec, ki je celo evropsko prvenstvo presedel na klopi, če je bilo njemu jasno,
preko trenerja, preko soigralcev, da je bilo pa tudi tu pomembno, da se je prej en mesec z njimi potil v telovadnicah tukaj po Sloveniji, ki so trenirali, je pa pol razumel svojo vlogo in je lahko, ne vem, tudi, če je trener pameten in mislim, da ta naš trener v tem trenutku tu zelo upošteva, pa je rekel, glej, a si videl, kaj oni dela tam ali pa tako, je lahko sklopi, prispeval nekaj k temu, da so oni na igrišču pol boljši, ampak je seveda tu povedal trenerju, ker je trener zadolžen s koncepti, ki jih ima v glavi, zato da informacijo pol prenese do igralcev, ki so na igrišču, ne. Tako da jaz se te hierarhije nič ne bojim, se mi pa zdi, da včasih smo malček pozabili. V času študija v Ljubljani na teološki fakulteti so tu zelo dosti poudarjali, da bi cerkev pravzaprav morala biti piramida, hierarhična piramida obrnjena na glavo, ne. Tu pozabljamo, se pravi, dejansko Božje ljudstvo je najširši del, ni temelj in podstata, ampak je na vrhu. Papež, če gremo zdaj čisto v to piramido, tako kot včasih cerkev narišemo, s tistim izrazom služabnih božjih služabnikov, ne, pa dejansko v zavesti služim vsem tem, ki so razpršeni po celem svetu, duhovnikom, laikom in tako. To se mi zdi in to velja zdaj zame kot recimo v odnosu do škofije, ker sem pač zelo proti špici te hierarhije, ma velja zame tudi, ko bom upam enkrat spet župnik na župniji, ma velja tudi za predsednika oziroma tajnika župnijskega pastoralnega sveta, velja tudi za bralca Božje besede, laika. On ne pride kar zdaj nastopati, pa se postaviti, ampak svoj talent uporabi v službi tega, da bodo ljudje v cerkvi bolj razumeli Božjo besedo. In je on hvaležen, da ta talent ima in da ga lahko uporabi, in mi v cerkvi ne bomo rekli, wow, kako je pa danes prav, ampak bomo rekli, ali pa kje pa je danes, ga ni, ampak bomo rekli, hvala Bogu, da hoče to narediti v dobro celotnega našega občestva. In pa smo kar naenkrat vsi pomembni, vsak dejansko na svojem mestu, ne. Služeči vodja, ne, zdaj imamo te dve ideji, vodja kot hierarhična oseba ali pa vodja, ki služi, ne. Ja. Kaj je pol zdaj, če iz tega ven izpeljeva, kaj je tista glavno, bi rekel, smernica za cerkev v prihodnosti, v eni besedi, to, kar smo zdaj, ali pa v dveh, kar smo zdaj toliko časa govorila? V eni besedi. Ali pa v dveh, čisto pač v enem izrazu. Z vero in pogumom naprej, dajmo reči v treh. Z vero Jezusa Kristusa, s pogumom, v tu bi dal vse te tehnične organiziranosti, ki jih moramo tudi zapopasti in jih aktivirati, poživiti vero, to je gotovo, dejansko, ne, in v vseh teh segmentih upanja, tudi smiselnosti vere in tako, potem pogum, gledam noter vse te sociološke danosti, recimo, in jih prevetriti in tako, in ja, naprej, kaj, gremo, akcija. Ko smo že pri tem počas zaključila še z vlogo mladih v cerkvi, mladi so te vedno bili zelo blizu, kako vidiš trenutno stanje dela z mladimi v cerkvi? Moram reči, da ga zdaj zelo parcialno poznam, no. Se mi zdi, da se iščejo nove pobude, zelo cenim osebno delo katoliške mladine, ker res se mi zdi, da vrtajo, no, da se kar ne zadovoljijo. Tu doživljam tako neposredno preko stika z njimi, kakor preko našega škofijskega odbora za mlade. In sem tega vesel, ker zdaj mladi so en tak segment, ki se vedno spreminja, vedno nekaj znova iščeš, ne, in čeprav sam počasi ugotavljam, da se morda spreminjajo bolj v nekih zunanjih oblikah, duše pa pravzaprav izrazi so drugačni, ne, tako to, kar se navzven pokaže, tisto hrepenenje, potem, da bi v življenju nekam pršel, da bi videl en smisel, to je pa po mojem bolj ali manj zmer prisotno. No. A se je tvoj pristop glede na 20 let nazaj kaj spremenil do mlade osebe? Ja, morda boš presenečen. Se mi zdi, da danes potrebujem manj didaktičnih pripomočkov, kot sem jih včasih. Bolj rabijo, so pripravljeni prisluhati. Bolj daš sebe kot pa svoje storitve, ne? Recimo spet tako. Si manj uradnik. Ne? Recimo tako, manj tehnik, manj tehnik. Ja. Ma tudi mladi sami, se mi zdi, da so danes zlasti pozorni na govorico, na besede, na odnos s človekom, kakor pa na neke fore. Imam ni tu projekt, ampak me prav zanima. V bistvu si želim, da bi uspelo. No? V stiku sem z enim fantom, zdaj sicer žal končuje, mislim, je dobro, da končuje, ampak je tako, ki ga v šoli doskrat dražijo, vsi učitelji in profesori hodi čist v javno državno šolo, na račun njegovega krščanstva, ki pa je zelo tako čvrst kristjan in se tega ne boji pokazati. In sva zdaj začela kovati načrt, če bi zbral pogum, da bi poskušal nagovoriti sošolce in razredničarko, da bi zbrali oni pogum, da mene enkrat povabijo k razredni uri, pa da razčistimo kakšne predsodke v zvezi z vero ali pa tako njihova vprašanja. No?
tu bi bil zame zanimiv test, ali sem lahko veroven, kredibilen, recimo tudi do enih fantov in punc, recimo pa tam enega profesorja ali pa profesorce, ki čistko bi rekel, celo z mal izhodiščen kontra pride. A ti dejansko zdaj nimaš stika z neverujočimi mladimi, oziroma z mladimi, ki se ne prepoznajo kot katoličani, ali kaj? Ja, dejansko zelo malo v tem trenutku. Dobro, nekaj je vedno takih tudi v katoliški gimnaziji, ampak drugače pa, ja, ti je tukaj tako, mislim, pač sem tukaj poklican, ali čutiš, da je to mogoče ti kar nekaj velikega manjka zaradi tega, recimo? Mladih, ki se identificirajo kot kristjani, je po mojem manjka 10%. A ne? In to je pa zelo malo provociram, no, zelo izkrivljen pogled na svet lahko. Seveda, se zavedam. Veš, kaj je zame ena taka zanimiva ali pa dobra stvar zdaj, Bog zmeraj poskrbi. V Kopru živim v bistvu v konglomeratu šol, ne? In ko je glavni odmor, imamo, in ko se šola začenja in ko se šola končuje, imamo tam procesijo. In meni je zelo zanimivo, včasih to naredim prav načrtno, iti v trgovino ravno v času glavnega odmora, ker takrat poslušam po poti do trgovine, ki je čistem blizu sicer, ne, dialoge teh fantov in punc, potem njihove reakcije, tako, tu mi je ena taka zanimiva stvar, tako da skušam vsaj malo tega srkati. To jaz na busih delam. Ja, evo, vse je, ja, podobno. Ni pa tako, ja, na župniji sem bil dejansko bolj v stiku, ampak ja, se mi zdi, da skušam, no, iskati ta stik tudi. Kaj se ti zdi to za cerkev prihodnosti? Je cerkev prihodnosti bo v stiku bolj tudi s takimi, ali bo dejansko se malo bolj zaprla vase, pa bo poskrbela za take mlade, svoje bolj? Eno in drugo, ma vsekakor, če govorimo o oznanjevanju evangelija, sej Jezus je svojih 72 učencev po 2 in 2 poslal ven na mesta, trge, ulice, ni rekel, pejte, gremo mi skupaj tle zdaj pod eno uljko, ampak pejte ven, ne, in oni v tisti priliki, ki povabljeni niso prišli na gostijo, je poslal spet une služabnike, gospodar ven, kamorkoli, kogarkoli dobiste, pridite, lejte, tam imamo obešene te slavnostne obleke, vsak mu jo dejte, umije se fajn, pa ne pride zraven, ne. Mogoče si sam ti zdaj, če se izrazim z besedami Franca Rodeta, ki je postal kardinal, ne, je rekel, da gre iz bojnega polja v generalštab, ne. Pač na funkciji, kjer si mal bolj v generalštabu, ne. Da ja, zato nimaš toliko mogoče. Gotovo, ampak vse ok, ni vse po mojem sam fizični stik, ne. Vse se da, če hočeš kulturo okolja okoli sebe razumeti, že najdeš vzvode, načine, da jo razumeš. Če ne drugega poslušaš kakšne oddaje. Ja, recimo. Zdaj, lej, mi je zelo zanimivo, ok, lahko naredim reklamo za konkurenco. Podcast Rožnata dolina, Katja Stojnič, mene zelo fascinira in jo tako še kar se trudim poslušati, no, ker mislim osebno, da ona ni krščena, mislim, da je celo enkrat tu povedala, po svoj kast vabi virne, nevirne, problematične, neproblematične in ima podoben stil vodenja pogovora, se mi zdi kakor ti, tako da skuša prideti malo človeku tudi pod kožo, no. Zadnjič priznam, da je bil en podcast, ki sem rekel, jo, tu pa ne bom poslušal do konca, kaj blodja. Pa sem rekel, ne, Slavko, moraš tu poslušati do konca, ker v bistvu, recimo na naslednjem pogrebu enega mladega človeka boš imel ti ljudi, ki tako razmišljajo pred sabo, ne, se pravi, zdaj dobro poslušaj, da boš pol vedel, kako lahko odzvanja Jezusova beseda za njih, ne? Pa pol izročiti to, ne? Ja. Da te ne bi, da te ne vzame preveč, ne? Ja. Slavko, hvala ti, da si taka edinstvena mešanca, bom kar po svoje povedal, generalštaba, pa tipalk po terenu, take res potrebujemo. Hvala, da si razvil to svojo edinstveno danost, zdaj do, koliko si ti, malo čez 60 si že, ne? Ali če ne? Ni še, manjka še drugo leto, spravi leta 25 bomo slavili take okrogle jubileje. Tako da si, mislim, upam. Noro je, dobro, sej sva vmes govorila o tvoji srednji šoli, kam je časovno spadala, ampak jaz mislim, če tisti poslušalci, ki so ta izsek preskočili, mislim, da ne bi verjeli, da si že blizu 60. Hvala ti za to večno mladost. Prejšnji gost, brat Emil iz Tezeja, mi je rekel, da svetnik je tist, ki, pa ne želim te kakorkoli proglašati, ampak cenim to večno otroškost tega večnega duha prenovitve. Hvala, se mi zdi, da dejansko tudi to druženje z mladimi, s katerimi je moje življenje zaznamovano, malo pomaga k temu.
no. Pa ne sam z mladimi srednješolci, veš, vse pa mladi starši. Pa, tako, jaz imam eno tako blazno srečo in božjo milost, z vsakega, zdaj sem spet obdan z nekaj prijateljskimi družinami, ki imajo majhne dojenčke. Pa zdaj se spet, recimo, imam v spremljanju nekaj mladih parov, tako, in ti bodo potem postali odrasli. In zdaj sem imel pred kratkim duhovne vaje z eno zakonsko skupino, skoraj vrstnikov, recimo, ker se spomnim, kako smo pred 20 pa 30 leti se ukvarjali, zdaj kako se bodo oni poročili, pa kako se iskati, zdaj so pa postavljali probleme, kako naj starši ravnamo, ko sinovi odhajajo po svoje, recimo. Ja. In je to ena taka plejada življenja, spada k tistemu, kar sem prej rekel, da mi je Bog obljubil. 100-krat toliko, bratov, sester, vseh starosti, in pol vidiš, kako gre življenje. Pa izkustev tudi. Izkustev, seveda. Hvala ti tudi za to izkustvo. Ja. Hvala Bogu.